Danes pa vlog začenja malo bolj pozno. Dala sem, spila moj čaj, odgovorila na par mailov, objavila sem sliko, ukvarjala sem se z nekom, ko je imel čuden komentar, pa sem pa na koncu se zbrisala, pa ga blokirala, ker moram varovati svojo energijo, drugače pa ful ste vsi prijazni, tako da dajmo se reči na te komentarje fokusirati. In ja, če še niste pogledali moj Instagram, moj zadnjo objavo, to je tisto, ko sem včeraj tudi govorila, da sem se odločila, da sliko naredim. Zdaj pa sem pripravljena na fitness, če sem iskrena, se mi ne da, zato ker imam noge. In do zdaj bom delala drugič noge, odkar sem spet nazaj v fitness in še nisem v tisti rutini, ni še to postala moja navada, da hodim v fitness in se malo težko spravim. Ampak nima veze, spet sem jedla omleto, nisem vam pokazala. Ja, gremo v fitness, v dem moram še skočiti po kremu za obraz, pa še ene britvice, pa po mojem bom šla še v Hofer po malo zelenjave, ker je nimam, ali pa kako solate, bom videla, no. Soket sem si šla kupiti, oziroma šla sem po sadje, pa še ene par stvari v Hofer in sem si kupila ta sok. Jabka, ne vem kaj, travbe, jabolko, hruška, malina, pa še travbe, pa ne vem, čakaj, je slovensko. A ne, tisto je jagoda, pa višnja. Pa še črni ribez, glavnem, ful neki stvari. Ja, pa tak, folk me gleda, ker sem sred parkirišča. Kaj sladko. Je pa 100% sok, ni pač dodanih bedari. Sem pol po mojem malo vode zraven zmešala, ker je ful sladek. A ja, pozabila sem reči, na mimo vrste grem najprej, ker je glih na poti do fitnessa, da še zadnje puzle poberem, ko sem jih naročila in pol je res v fitness in domov. Ne, vdem še moram iti. Fuck, too many stuff. Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here to say you're sorry, 'cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle, no, I just got. Evo, jaz sem nazaj iz fitnessa, ful sem dobro noge naredila, čeprav je bila ful gužva, ampak sem se res potrudila, že zdaj me rit boli, tresejo se mi noge, tako da. To sonce mi prav greje stanovanje, imam nastavljeno na 21 stopinj, s plinom si grejem, pa je zdaj 21,5 zaradi sonca. Čudovito je, moj grad je osvetljen, konji so zunaj, ignorirajte moj koš za bioodpadke, glih sem ga odnesla, pa sem ga umila, zdaj ga pa sušim. Konja sta tukaj, ne vem, zakaj na kameri tako daleč izgledata, ful bolj blizu sta. Vam pokažem, kaj sem si v Hoferju pa DM kupila. Po dolgem cajtu sem v DM malo ličila gledala, pač sem si kupila stvari, ko jih še nimam, ali pa so nove, pa tak nič dragega, ampak tak malo za dušo, tako da bomo pogledali. Banane, za kak grški jogurt, ta celi kontejner ameriških borovnic, pa ful so bile ugodne, mislim, da so bile tak 2,5, pač, pa jih je ful. Jih jem krtek ali pa jih dam v grški jogurt isto, pol sem si kupila jušno zelenjavo za juho, guacamole, ker imam še čips, pa palčke za ušesa, ker mi jih bo zmanjkalo. Saj mislim, da sem to kupila. No, in pol v DM-u si nisem to kupila, ampak šla sem zaradi te kreme in tega. Kupila sem si spet to kremo, ker zdaj imam res ful suho kožo in ta ekstra vlaži od Mixe in je ful bolj poceni kot ona v kozarčku, je tak 7 €, ta je pa mislim, da 4? Ne vem, v glavnem, ja, zdaj, ko imam suho kožo, obvezno to uporabljam. Kupila sem si te nujne britvice za obraz, ker si brijem obraz. Ne ful pogosto, ampak vsake toliko vidim, da imam ta puhek, pa včasih si tudi pri obrvih. Sem naredila drugače video glede tega, ampak je že ful star. Pa
pač greste pogledat nazaj, bom dala tukaj to kartico. Eni mislijo, da če si ženska brije obraz, da dobila moško brado. Moške brade ne dobiš zato, ker se pobriješ, ampak dobiš od hormonov in to nima nič s tem. Tako da ta puhega, ko ga imamo tukaj po licah ali pa te brčice ali pa v brvi, pač ni nič narobe, če si pobriješ. Je pa fajn, da te britvice uporabljaš. Potem sem si pa kupila ta bronzer, ki mi je zdaj ful temen. Zgleda, v trgovini sem ga provala na kožo in tako sem ga gledala in se mi zdi kar neki temen. Tako da vedno pojete na naravno svetlobo proti oknu bolj pogledati, kaj kupujete. Ampak po moje bo cool, no bom videla. Highlighter, tak zlatkast. Če sem iskrena, highlightera nisem uporabljala že toliko cajta, ga pa uporabljaš tudi za senčilo, za tisto svetleči del, tako da bomo probali. Potem sem si kupila eno barvico, ker se mi je zdela taka ful fajna nude barvica od Essence, po moje ful poceni barva Legendary. Nisem še probala, bomo pol malo taste testa naredili. Jaz imam ful rada take šminke, ko niso ono ful prekrivne, ko niso pravne šminke, pa so malo tak šminka lip balm. 203. Se mi je zdela, da bo pasala zraven tega svinčnika. Taka dost rjava. Za mojo pot je čist cool, mogoče zdaj po zimi zna biti malo temno, bomo videli, no. Pa eno pilico, ker vedno fajn imeti pilice, moram se malo urediti nohte, ker so katastrofalni, upsi. No, to je bil moj haul. A ja, še to sem kupila. Peki papir. Sem kar tega kupila, ko so v bistvu lističi na tem, da so že odrezani in je 100-krat lažje. Pa na mimo vrstah sem naročila te puzle, no, to je kot Felix, ja. Jaz sem imela včasih muceka Felixa, tisti, ko ste novi in je umrl lani, eno leto nazaj in točno tak je bil. Točno tak je imel razporeditev barve po sebi, no. In sem rekla, to moram kupiti, je pa 3D, tako da malo te oke bolijo po moje, ko to sestavljaš, ampak ja, sem rekla, to pa moram imeti. Tuširala sem se in zdaj sem dala stvari v to omarico in seveda najdem Hansaplaste oziroma obliže po slovensko. Medtem, ko sem si že kupila 2 paketa novih. Too late. Moja rana še ne zgleda dost slabo, ampak ja, malo me še peče, ampak je že malo boljše. Moram se zdaj spraviti, še prej hočem pripraviti hrano. Naredila bom v bistvu take, rečemo, pleskavice iz puranjega mletega mesa, malo kruha bom porabila, vse sem vam po moje že prej rekla, se ne spomnim. V glavnem, chicken patties, ne vem, kako se temu reče po slovensko, ampak ja, jaz rečem pleskavice, dajmo. If you're gonna leave me, then just do it. Let's be honest for a second. Yeah, you're being over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said you love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in a car. Let me see who you are, who you really are. Yeah, don't need you here to say you're sorry. 'Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know. If you're gonna leave me, then just do it. Just do it. Don't need you here to say you're sorry. 'Cause if you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know. If you're gonna leave me, then Evo pa je hrana končana.
Bomo videli, če je dobro. Malo je tako rjavkasto, mislim, se ni zažgano, ampak tako rjavkasto je zaradi sira. Ok, jaz si delam make-up, tako izgledam danes. V uhanec sem si dala ta živalski print pullover in provala bom nov bronzer. Upam, da ni pretemen, tako da bom nežno. Je kar močen. Tega imam ful rada, ker ni tako ful močen, pa fajno barvo ima, ampak ne, mogoče se moram pa sem navaditi, da ga ne dam preveč. Všeč mi je, ker ni tako oranžen, ampak je bolj tak hladne barve, tako da, ja, ne vem. Dala sem si ga tudi za senčilo. Bom dala pa še highlighter, sicer nimam kakega posebnega čopiča za to, tako da bom kar s prstom. Bom dala na oči. Wow. A vidite razliko? Wow, tudi za senčilo je ful fajn. Imam občutek, da se je ful fajn primilo, no, in pol tu na ličnice. Dolgo že nisem imela highlighterja. Dajmo sprovat šminko, pa moram iti, ker je že pozno. Oziroma najprej barvica, seveda. Mogoče je malo svetla. Malenkost je svetlejša od mojih naravnih ustnic, tako da po moje bi bilo fajn, da bi jo nanesla v sredino, tam, kjer je fajn, da imaš malo svetlejše, da izgleda večje. Samo bom itak to čez dala. Ki je malo temnejš. Cool je. Ne vem, kak je na kameri. Zgleda kar malo temno. Sploh nisem navajena šminke imeti. Še malo vazelina, čeprav je že šminka navlaži ustnice. V glavnem, ja. Uživo mi je ful všeč. Evo moja večerja, grški jogurt, borovnice, pol banane, musli. Dala sem si 2 jogurta, ker te so tako mali iz Mercatorja, ni dosti, tako da grem zdaj za TV. Moja cute mucica. Ok, jaz sem dobila 2 paketa v poštni predal in sem rekla, da bom tistega, ko je Slovenije posnela za slovenski kanal, in ta drugi paket iz Amerike, iz San Diega, bom pa prebrala na angleškem. In pol sem ugotovila, da je to pismo iz San Diega, Kalifornija, ampak je od Slovenke. Monika, hvala, sem pa že prebrala tudi na angleškem kanalu. Ful lepo, čestitke za selitev. Kako lepo. Da vidimo še drug paket, ta pa je iz Slovenije. Ročno delo narejeno iz srca, wow. To je bila za poroko imela. Kaj lepi skranči. To je tak svilen, beli. Tam ima pa še tak čipko čez, wow. Jaz imam ful rada te skrančije. Hvala, ker podpiraš moje sanje, bravo. Billy and Lily, wow, res. Hvala, hvala tebi, vama. Vama? Tebi? Ok. A ja, še tu je nekaj, bom prvo. Billy and Lily, kako lepo zavito, a? Zdaj pogledamo, kaj je še to, pa preberem pismo. Ful lepo zavito, res. Oh, wow! Kako cute! Kako cute! A je to za knjige, ta kazala za knjige. Wow, in ta ful lepo. Da preberem. To lahko imam za moje dnevnike. Draga Jasmina, pravijo, da ni važno, kako počasi ali hitro greš, važno je, da se nikoli ne ustaviš. Dovoli, da se predstavim. Sem Špela, tvoja tiha oboževalka že dobri 2 leti. Zakaj tiha? Ker nisem še nikoli komentirala tvojih vlogov, jih pa neučakano pričakujem vsako sredo in petek. Vedno pravim, da je najboljše zdravilo smeh in čeprav bom tudi jaz letos stara 30 let, se tako kot ti niti slučajno ne počutim toliko. Zakaj sem se odločila, da ti pišem? Ko sem te pričela spremljati, sem ugotovila, da nisem edina, ki je zares nora na mačke in da je čisto okej, če pred ogledalom plešeš sam. Ne vem, zakaj mi gre za na jok, ampak... Pauza. Jaz sem taka jokica. To so srečne solze, oziroma
solze hvaležnosti in ganjenosti, ker pač si nekdo vzame cajt in to napiše. In rada bi se ti zahvalila, saj si me v času, ko si se selila v boljšo sobo, navdušila s svojim pozitivizmom in predanostjo k napredku. Okužila si me s svojo motiviranostjo, da sem se tudi jaz sama v preteklem poletju podala v neznane vode podjetništva, v kateri sem le potiho premišljevala. Pustila sem službo, zame preveč zadušljivo, in oblikovala svojo znamko Billy & Lily po mojih muckih. Na Twitchu so že navajeni, da se jokam. Imam tudi svoj emoji, ko se joka. Dietičarka, ki je svoje poslanstvo našla v šivanju. Zdaj vem, ko se ti svetovi pomešajo, se vse zdi mogoče. Vem oziroma mislim si, da imaš precej naporno službo, pa vendar prinese tudi ogromno lepega. Zato vedi, da tvoja motivacija, dobrota, zagnanost in prijaznost navdihuje mnoge izmed nas. Hvala ti. Pošiljem ti nekaj mojih izdelkov, njih potrebno promovirati. I will. So le zahvala tebi in darilce ob tvoji novi selitvi. Želim ti polno dogodivščin v svojem novem poglavju in se selim tvojih vlogov. Let's go. Thank you. Hvala, Špela. Oh my god. Billy & Lily Moods je ful lepo, res. Jaz ti želim vso srečo, Špela, in ful ti hvala, da si mi to poslala. Jaz sem ful navdušena, pa itak. Hvala ti za pismo, ker pač na prvem mestu je to itak moj namen, ne, da prvo kot prvo, da nekomu polepšam dan, da se zamoti z mojimi videi, ampak da ga mogoče tudi motiviram, inspiriram, karkoli, mislim, ja, zato sem tako malo jakava, ker me to ful gane in sem vesela in hvala, da si vzela cajt, da si mi to napisala in ja. Okej. Sem zadremala za 1 uro, ampak zdaj moram vstati, ker imam že čez 1:20 stream in si moram oprati glavo, jesti in pripraviti in spakirati in ja, danes grem domov. Ta vikend ima brat rojsten dan, pa še Maja, kolegica, ima rojsten dan, tako da ja, stala sem danes ob 8, kar res redko kdaj stanem, ampak sem bila zmenjena z lesnico, tako da me je zdaj kar malo pobralo. Jaz ponavadi ne spijem popoldne več, ampak zdaj sem pa prav mogla. Malo sem že editala video, tako da ja. Fitnessu sem že danes bila, tako da sem bila kar pridna, ampak sem še za angliški kanal snemala in zdaj sem zaključila, tako da smo spet tukaj. Gremo si glavo prati, ful bi se mogla postriči, ampak zdaj nimam cajta, tako da ne vem, kdaj sem postrigla, drug teden. Ja, imam pa ostanke hrane, imam goveje juho, skuhala sem svoje prvo goveje juho, pa imam pohano, imam pa restan krompir oziroma pretlačen tenstan krompir, kako vsak drugače reče. Već si še kako kao naredim, ker sem ono pup, sonce tako fancija, jaz bi še kar spala. Ja, moje telo ni navajeno tako hitro vstaja, tako da. Let's go. Reč pa mojega juha ni slaba, ampak ni tako okusna kot mamina, ni isto, no, v glavnem, tako da, ampak za prvič bo v redu, zdaj bom pobrala to maščobodo. Jaz imam rada gosto juho. Vsak ima drugače, ni bolj redka, ni gosta, jaz imam rada dost rezancov. To malo govedine narezane, pa še korenčka, tako da. Ni slaba, ni slaba. Ok, to je zdaj ful smešno, malo glupo, ampak jaz sem doma vedno govorila, ko smo jedli juho, zakaj niso mize visoke, ne, da se moramo tako dol sklanjati. In razumem, ker imaš roke, ampak z glavo moš pa iti ful dol. In zdaj bom dvižnil mizo in če jem za računalnikom. Evo me. 100krat lažje, ne pošpricaš se, tako da. Evo, končala sem stream, v bistvu že kar pozno, ampak malo se zavlekel stream na 4 ure, ampak bi bil ful fajn. Zdaj pa, prej sploh nisem jedla, juho sem pojedla in sem kar bila sita, pa kao sem spila. Tako da zdaj jem juho in pohano in tam imam še neko cheesy ball. Tenstan krompir, resen krompir. Meni je za kečap. In pol spakiram in grem.
Evo še eno čokoladico za popot in gremo! Evo, jaz sem doma. Kot sem že rekla, jaz bom žela v teh puloverjih, tako da če me vidite skozi v tem puloveru pa tudi drugem, se ne opravičujem. Ful je vprašanj, probala bom na vse odgovoriti. Nimam nekaj ful po sklopih, ker je ful vprašanj. V glavnem, hvala sem za lepe komentarje in hvala za vprašanja. Bom začela s takimi bolj enostavnimi stvarmi, bolj pa bolj take debate, bom rekla. Stara sem 29 let, počasi bom 30, čez 3 mesece in se ful veselim v bistvu, me ni strah, se sploh ne počutim 30 stara, ampak ja. Velika oziroma mala, 160 cm, sem kar mala. A si želim imeti otroke, bi raje imela punčko ali fantka? Ne vem, a si želim imeti otroke. Mislim, po moje si želim imeti otroke, ampak s pravo osebo oziroma z nekom, ko bom imela pač ful fajn zvezo in tako naprej, ko se mi je zdelo vredno imeti otroka z njim. Ja, to ni tako enostavno, tako da ne vem, bom videla, kako mi je namenjeno, jaz se nočem siliti. Ja, biološka ura, bla, 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 ampak reč nimam otrok, pa da ga imam z napačno osebo oziroma da sem pol na koncu, ki je sama ali pa kaj. A bi raje fantka ali punčko? Če bi lahko izbirala, mislim, itak karkoli je kul, ampak punčko po moje. Zdaj se bom pa navezala še na to vprašanje. Si se kdaj počutila pod pritiskom glede otrok, partnerja, službe? Kako ti uspe, da se ne obremenjuješ z družbenimi standardi, v smislu pri 30 moraš imeti hišo, 2 otroka, psa, super službo, mene take stvari ful obremenjuje. Čisto razumem, sploh če si v takem okolju, pa dostikrat to pride iz družine, pritiske, po eni strani nič slabega ti nočejo, dostikrat pa mogoče se družina obremenjuje, kaj bi pa drugi rekli, moja hčerka pa nima še tega, pa tega, pa nima fanta, nima otrok, ojoj, kjer loser. Ni nam vsem namenjeno isto življenje in jaz nočem živeti isto življenje, ko ga vsi živijo, ker marsikdo je ful žalosten, ful depresivno v svojem tem življenju, ker so pač sledili tem družbenim standardom in poslušali druge ljudi, kako morajo živeti. Jaz ne pravim, da nočem otrok, ampak ne bom pa na silo delala te stvari, ne bom na silo imela otrok, ne bom na silo z nekom, samo zato, da bom. Ni tako enostavno in jaz ful cenim svoj cajt, svojo energijo, sebe cenim in ker tek nekoga imela, ker tek nekom naredila otroka, kupila hišo. Mislim, hiše ne morem kupiti, ker nimam keša za hišo. Zdi, da vedno nam, tudi tisti, ko se poročijo, potem začne folk spraševati, kdaj boš imel pa otroka? Imaš otroka? Kdaj boš imel pa te drugega, kdaj bo dal bratec ali pa sestrice, bla, bla, bla. Ker nikoli ni konca, ker vedno so neke zahteve. Ok, razumem, naši starši bi radi vnuke, razumem. Hočemo, da so naši starši ponosni, ampak ti si na prvem mestu. Sigurno, če živiš v okolju, ko ti skozi nekdo to najeda, ti bo slej ko prej to prišlo v glavo. Jaz sem pa dosti umaknjena od vsega, mislim, še vedno imam folk na YouTubeu, na Twitchu, ko mi to govori, ampak ne vem, ni tega najedanja, pač, ker živim sama, ful nimam tega občutka, da pač jaz drugače živim. Se mi zdi, da dosti ok živim, pa moji starši me sploh pač ne pritiskajo na mene, da ne o tem misli, ampak so čisto cool. Kdaj so že kaj vprašali, ampak ne pritiskajo na mene, tako da ja, to je tvoje življenje, moraš ga ti živeti, ne ga živeti za druge, če ne boš večno nesrečna. Najbolj smešno je tudi, ker folk misli, da mi nočemo tega, da nočemo otrok, da nočemo partnerja. To ni res, vsi hočemo partnerja, ampak ja, kot sem rekla, ne bom kar z nekom zato, da bom. Kako se ne obremenjevati, to je ful težko reči, ker itak, da se malo obremenjuješ, ampak ja, probi se odmakniti od tega, če se da, drugače pa ja, pomisli, da ne boš srečna, če boš druge zadovoljila preko sebe. Glede službe, no, nisem se kdaj počutila pod pritiskom. Ja, mogoče so se meni začele stvari dogajati malo kasneje, ampak kot sem rekla, vsak ima svojo časovnico v življenju in eni uspejo pri 50, eni pri 40, eni že pri 15, tako da vsak je drugačen, ne se ful primerjati, ker to je najslabše, kar lahko narediš. Ali si kdaj razmišljala, da bi nehala delati YouTube, Twitch, ker se denarno ni šlo ali pa je bilo pretežko? Na začetku par let YouTube delala zastonj, nič nisem zaslužila in pol, ko sem zaslužila, je bilo to tek 100 € max. Twitch sem malo prej začela dobivati cash od tega, ampak
Jaz sem to jemala kot hobi. Nisem jaz se odločila, zdaj pa delala YouTube in Twitch in to je to. Ne, to je sproti prišlo. Jaz sem delala druge stvari, bila sem vizažistka, delala sem tudi v make-up šoli, v skladišču delala, ker ni bilo dosti denarja. Hkrati sem pa delala YouTube in Twitch, ampak ne tako redno, zato ker nisem imela cajta pa energije, pa ja, ful sem bila utrujena. Tako da ne, zdaj pa sploh ne razmišljam, da bi nehala, tudi če kdaj pač ne bo toliko denarja v tem, bom po moje še vedno, mogoče ne toliko redno, ampak bom sigurno še to delala, ker mi je res fajn, pač to mi je tak hobi še vedno, Kdaj sem začela z YouTubeom, mislim, da 2018, tako da bo 4 leta, zdaj februarja. Začela sem pa zato, ker sem ful rada YouTube gledala in sem si vedno želela to, ampak sem bila preveč nesigurna, nesamozavestna, ampak ja, boljš pozno kot nikoli, Pol Twitch, zakaj sem začela streamati na Twitchu, v bistvu sem Twitch spoznala dost pozno, 5 let nazaj, takrat je moj fant streamal in jaz sem bila ful aktivna v pač tem Twitch chatu, torej ful sem se pogovarjala s folkom v chatu in mi je bilo ful fajn in sem bila, kako bi bilo fajn, da se lahko jaz pogovarjala, ampak isto sem bila malo nesamozavestna in tudi v angleščini sem hotela delati to in nisem vedela, če sploh znam v angleščini govoriti, ker pač se razumem angleško, pa berem in poslušam, ampak nikoli nisem govorila, tako da sem šla iz svoje cone udobja in zdaj sem se naučila in sem toliko samozavesti z YouTubeom in Twitchem pridobila, da je skoraj še malo preveč. Glede mojega računalnika, jaz nimam pojma, kak je moj računalnik, ne vem, koliko je bil, ker jaz sem kupila ene dele sem dobila takrat od fanta in mi je on sestavil računalnik, kje sem jih naročila, pojma nimam, to je zdaj že 3 leta nazaj, koliko sem za cel ta moj setup za streamanje dala, tudi ne vem, ker sem sproti stvari kupovala, ampak rečemo, zdaj, ko so pač te grafične tako drage, daš za cel setup sigurno ene 3 ure, če hočeš imeti pač takega, kot imam jaz. Ampak takrat je pač te grafične niso bile tako drage, zdaj so pa grafične ful drage zaradi pač teh crypto mining in te. A kaj pogrešam svoj prejšnji dom? Ne. Edina stvar, ki pogrešam, ker ste mi tudi spraševali, je Ruki. Ful sanjam o njemu, tako da moram kmalu ga iti obiskat. Se itak še lovila, pa imela ful dela, tako da ja. Drugače pa ne pogrešam. Glih zadnjič sem na klepetu videla, da so se cimre kregale nekaj, pa smo oh my god, jaz sem pol zapustila ta chat na Messengerju, ampak sem oh my god, še bolj sem se počutila srečno, da nisem več tam. Ko smo že glih pri mačkah in Rukiju, sem razmišljala, da je imela svojo mačko tukaj, ja, ampak jaz imam zdaj pogodbo za 1 leto in nočem si zdaj mačko nabaviti in pol čez 1 leto bom mogla, recimo, da bom mogla iskati kaj drugega, lahko da ne bom, pa bom še tu naprej odvisno, to zvem septembra. Mogoče, če bom septembra zvedela, da sem še lahko 1 leto tam, še dodatno leto, bole razmišljala, ampak nočem se na hitro odločiti, ker to je velika odgovornost, pa ne bi kupila mačke, bi jo posvojila ali pa dobila nekje, ko je preveč mačk itak posod, ne bi pa kupila, ker mi itak vseeno navadne mačke so meni všeč, tako da ja, z veseljem bi imela, vsak dan razmišljam, kako bi bilo fajn, če bi imela eno mucico zraven. Zakaj nam nočeš povedati, kje živiš, saj nismo čudaki v takem smislu. Ni to fora, mislim, jaz verjamem, da 99% vas je čisto normalnih in ne bi bilo nič takega, če bi vam povedala, kje živim. Ampak dosti ena oseba, čudna. Tako da saj ne neki ful skriva, ampak ne bom pa zdaj točne lokacije pa bloka povedala, kje živim. Živim malenkost iz Ljubljane, v bistvu dosti blizu, kjer sem prej živela, ampak ja, malenkost je iz ringa Ljubljane, ampak še vedno občina Ljubljana. In ja, ne neki ful skrivam, ampak ne bom pa zdaj kar naslova povedala, No in na to vprašanje se še navezuje, če sem kdaj imela kakega zalezovalca, glede na to, da imam to javno službo. Ne, na srečo ne, no, in upam, da tako ostane. Jaz vem, da so ljudje čudni, ampak mogoče kar malo premalo pomislim na to in sem ful, saj ne bo kaj, ampak ja, kot sem rekla, dosti ena oseba, tako da ja, enkrat so eni otroci prišli sem pred mojo hišo od staršev in so hoteli, da prijem ven. Saj sem govorila o tem na YouTubeu in pol so neke mame bile malo užaljene, ampak ja, mislim, vse vem, da so otroci in da niso verjetno mislili kaj slabega, ampak vseeno pač to je hiša mojih staršev. Tako da, v glavnem gremo naprej. Koliko minut imam do Ljubljane? Pač jaz sem v Ljubljani, ampak sem na obrobju, ampak ja, vse imam blizu, tako da je kul. Kako mi rate taki dobri kodri, iskreno moji lasje kar fajn kodre držijo, ampak ja, kodre si delam že od nekdaj, tako da imam kar nekaj prakse. Mogoče lahko še kdaj kak tutorial posnamem. Kako bi dala meso moja mačka? Nimam pojma, to je ful težko vedno izbrati.
Kje najdeš ideje za kuhati? V bistvu sama od sebe doskrat improviziram, drugače gledam dosti YouTube videov o kuhanju ali pa na Instagramu, pač vse, kar je s kuhanjem povezano. Veš, kakšen nasvet za masne lase? Ne si jih preveč umiva, torej umivaj si lase tek na 3-4 dni, ker če si skozi umivaš lase, ker pač ja, imaš masne, sporočaš svojemu lasišču, da mu odzameš maščobo in pol še več proizvaja, ker pač je nima. Recimo jaz tudi imam masne lase in obvezno imam skozi suh šampon za tiste dni, ko si pač ne umijem, ker v bistvu samo prvi dan imam fajn lase, zdaj že drugi dan se mi že mastijo in si dam suh šampon, pol si pa na 4 dni umijem z Naturavit šamponom proti prhljaju zdaj po zimi, imajo pa tudi za masne lase šampon, tako da Naturavit imaš v DM ali pa na njihovi strani, ni sponzorirano, samo pač to jaz uporabljam in vam povem. Ja, pa ne si prepogosto umivati. Kolikokrat na dan streamaš na Twitchu? Enkrat. Ni kolikokrat na dan, je pa kolikokrat na teden, večinoma 5-krat, zdaj ta teden recimo 4-krat, ker pač sem šla domov in imamo praznovanje in sem rekla, bom si vzela fraj vikend enkrat za spremembo. Iz kje so črne kitajske palčice, s katerimi ješ rezance? So sem jih dobila kot darilo v paketu, ko mi je Andreja prinesla tiste krožnike s kamnom in palčke, tako da ja, ne vem, iz kje so. V kateri si naredila CPP in koliko si se učila, po koliko približno testov izpit za avto, pa kje se po tvojem mnenju splača delati, pa kaj priporočaš za učenje CPP-ov? Se iskreno opravičujem, jaz sem delala izpite 11 let nazaj, ko je bilo vse drugače, sploh se ne spomnim, koliko je stalo, pa itak so tiste informacije zdaj že zastarele. CPP je takrat bil dosti lahek, če sem iskrena, ni bilo tako zdaj, smo že dobili pole, ne vem, mene 15 pol si dobil, si se jih naučil in to je bilo to. Sem pa, ni me sram priznati, ker mislim, da sem dobra voznica, v 4. naredila vožnjo, izpit torej, končni. Ful sem imela tako, bom rekla, nesrečo, v smislu unlucky sem bila. Pa dobro mi je že šlo, ko sem pač imela vožnjo, pač vedno me je tudi pohvalil moj inštruktor, na relaksu sem delala izpit mimogrede. In prvič, ko smo mogli iti iz parkirišča, mimogrede, to je bilo na parkirišču, kjer sem vedno vozila in sem ga poznala in vse to. No, sem šla iz parkirišča in je bila ful gužva in jaz sem, ne vem zakaj, sem pač bila pod pritiskom, da moram čim prej iti ven, ne, se vključiti v promet, namesto da bi čakala, pa pustila, da cajt gre in pol sem pač malo vzela prednost enemu in je potrobil. Če ne bi potrobil, ne bi padla in sem avtomatsko padla, takoj že, prvih 3 minute. Drugič, sem vozila robnik, padeš in to vozila sem robnik na tem parkirišču, kjer sem začela, tako da. Še prej sem padla. V tretje, tam, kjer sem vozila robnik, je tudi prehod za pešce in je peška hodila proti prehodu, ni pa stala in je nisem videla, ker sem se fokusirala, da ne povozim robnika. In sem padla, tako da sem padla v 1 minuti vožnje, bolj kot ne 3-krat, v 4. sem pa takoj naredila. Sam da sem iz parkirišča prišla, pa je bilo v redu. Kateri avto voziš in ga misliš kmalu zamenjati za novega? Jaz vozim 2008 Opel Corsa, zarjavel in pobuškan avto. Ne, ta avto mi je mama dala, tako da sem ful hvaležna, nisem ga rabila kupiti, pač plačujem si zavarovanje in to. In ga bom vozila, dokler bo delo, zato ker jaz ful ne dam nekaj na avto in se mi zdi toliko škoda denarja novega kupovati. Ta avto ima tudi ful poceni dele. Edino, kar bi pač, zakaj bi imela novejši avto, je mogoče kak bolj varnejši avto, mogoče malo večji, bolj masivn, ampak zaenkrat ne bom menjala. Ko pa bom, pa nimam pojma, kam kupila, ker nisem toliko na avte, samo toliko, da me pripelje od točke A do B, pa da koliko na mesec zapraviš za hrano, imaš občutek, da se je vse podražilo, da je strah, da ne boš mogla skozi mesec finančno. Vlagaš kam denar, varčuješ. Za hrano, ne vem, koliko zapravim, če sem iskrena, bi mogla sešteti, po moje ful. Po moje za hrano jaz tako največ porabim, ker se ne šparam pri hrani. Jaz se ful šparam pri oblekah, pa drugih stvareh, pač se ful poceni kupim, ampak pri hrani, no. Občutek, da se je podražilo, glede hrane nimam pojma, iskreno. Se je pa sigurno podražil bencin, to se ful pozna, sploh, ker je takrat vmes bil 1 evro in je bilo ful poceni. Pa elektrika, tako da, glede hrane pa nam, po moje se je, ja. Če me sreda ne bom mogla skozi mesec finančno, ne. Zato se jaz tako dolgo nisem preselila, ker nočem živeti iz meseca v mesec, ker sem že tako živela in je ful stresno in je ful bedno in sem rekla, zato sem tako dolgo bila v oni sobici in so vsi pač komentirali, je že cajt, da se seliš, zato ker si toliko stara, ja, ampak rajš ne, pa živim bolj mirno, ko pa da živim iz meseca v mesec. Pač nočem tako živeti, če vi tako živite. Ok, ampak ni fajn, ne?
Tako da sem rekla, ko bom imela, rečemo, za 1 leto denarja, da preživim, tudi če nič več ne zaslužim, takrat se preselim in tako sem naredila. Torej, tudi če več nič ne zaslužim, 1 leto lahko živim. Varčujem, ja, v bistvu nimam, če sem iskrena, ne ful nekje sledim svojim financam. Probam pač tako zavestno razmišljam, a je treba toliko stvari kupiti. Zdaj sem ful stvari kupila, ker sem se selila, ampak ja, niso bile toliko nepotrebne. Kdaj si kake obleke kupim, ko mogoče ni treba, ampak kot sem rekla, ful poceni obleke si kupujem. Vlagam denar, ja, jaz sem investirala v Teslo in XRP, to je en kripto in ja, ne bom zdaj komu dala kakih nasvetov, ker nisem toliko pametna, da bom komu rekla, kam vlagam, ampak ja, vlagam v delnice in v kripto. In ja, jaz samo predlagam, da če boste kam dali denar, ga investirali, se kaj naučite v tej firmi, pozanimite se, naredite malo researcha, kako se reče, raziščite to firmo, ne kar tek nekam da denar. Tako sem lahko tako organizirana. Nisem bila vedno organizirana, iskreno, zdaj pa me ful moti, če nisem. Jaz predlagam, da si sproti organiziraš, pospravljaš, ne rabi zdaj biti 100% tipi-topi, ampak ker če nabiraš stvari, pa imaš katastrofa sobo, rabiš pol en dan, da jo pospraviš in nobenemu se ne da en dan pospravljati, tako da če pa sproti pospravljaš, pa sploh ne veš, da pospravljaš, tako da navada, disciplina. Brez nič ni nič, a ne. Kaj si trenirala, ko si bila mlajša? Nič. Sem pa ful rada imela vedno šport. Moje najljubše je nekaj s testeninami, sigurno, po moje kake testenine z rakci. A bi rajš vedela, kdaj boš umrla ali kako boš umrla? Nič od tega. Nič od tega. Vem, da bom umrla, ni me strah, ampak ne bi nič od tega vedela. Ali si samska, imaš fanta? Ja, samska sem, nimam fanta in ne sprejemam ženitnih ponudb na maile, v DM-se, tako da hvala. Kaj bi naredila, če bi dobila 1 milijon evrov? Sigurno bi vložila nekaj denarja, kupila bi hišo, verjetno nov avto in ja, večinoma bi pa vložila, pa mogoče še kako stanovanje kupila, sem ne v Ljubljani, kupila bi porabila večinoma denarja. Jaz sem doma, se opravičujem, so zvoki iz kurilnice, iz kuhinje. Kje streamam? Na Twitchu, vedno imam v opisu vse te povezave do Twitcha, do mojega angleškega kanala, do Instagrama, tako da če greste pod video zdaj, kliknete tam več ali nekaj, ne vem kaj točno je, imate na Twitchu, twitch.tv, Jessa Mesa je pa moje ime, tako da tam me najdete 5-krat na teden. Kje živiš v Ljubljani, koliko plačuješ za stanovanje? Kot sem rekla, malo izven Ljubljane, še vedno je občina Ljubljana, koliko plačujem, 480 kvadratov je pa 38 brez balkona in brez kleti, tako da še malo več s tem, ampak tega neto bom rekla 38 kvadratov, 480 evrov, kar ni slaba cena za Ljubljano. Ali verjameš v duhove? Ne. Jaz vedno, če se kaj čudnega zgodi ali pa da čujem kak zvok, imam neko logično razlago. Si se kdaj zjokala zaradi hate komenta? Ne, nikoli se nisem zjokala zaradi teh hejterskih komentarjev. Je pa kdaj prizadelo, ampak ko več cajta to delaš, večkrat ga dobiš, ponavadi samo smejiš pa čudiš prizadet. Ali si bila v šoli popularna? Ne. Jaz sem bila vedno ful sramežljiva, še vedno sem po naravi zadržana in nisem bila glasna, ampak nisem bila zdaj ful neki v kotu tam, ampak sem imela svojo grupo prijateljev, nisem bila pa popularna v smislu, ne, ta glavna tam. Niti nisem marala teh ljudi. Ponavadi te popularni v šoli slej ko prej pol ratajo nepopularni. Ali si se kdaj spopadala z depresijo? Ne, da bi vedela, no. Imela sem v srednji šoli moment, ko sem bila čisto, ko mi je bilo čisto vseeno, živim ali ne, ampak nisem šla zdravniku, da bi jaz zdaj lahko rekla, da sem imela depresijo, ker to je ful resna stvar. Sem bila na točki, ko sem bila čisto, ko mi je bilo čisto vseeno. Ampak to v srednji šoli, ja, srednja šola, Nimam pojma, kam ne grem na srednjo šolo, a mi lahko kaj svetuješ? Ne morem si jaz tega dovoliti, da svetujem. Bi pa sam rekla, srednja šola ni najbolj pomembna stvar v našem življenju, tako da se bo že znajdla, tako da ni to pomembno, kam greš v šolo, bolj je pomembno, kaj delaš v življenju, da se še sam kaj naučiš, da sam razmišljaš svojo glavo. Šola ni najbolj pomembna stvar v življenju, se opravičujem starši, ampak je res. Pa sem naredila faks pa vse, ampak ja. Kako naj se zberem, fokusiram, ko se učim, ko delam karkoli? Telefon stran, na tiho, internet dol, brez notifikacij, brez obvestil.
pospravi si prostor. Jaz tudi ful težko se koncentriram, ampak mislim, sem se koncentrirala za učenje, ampak ja, sigurno, zdaj v tej generaciji jaz sploh ne vem s telefonom, kako se bi fokusirala. Zdaj to, kar delam, je ful do tega in se je ful lažje fokusirati na nekaj, kar ti je všeč. V šoli pa ti marsikaj ni všeč, tako da ja, telefon stran, organiziraj si prostor, tako fajn si naredi, da se fajn počutiš. To je vse, kar ti lahko rečem. Kaj točno je tvoja služba, ali so dovolj online dela, YouTube, Insta, Twitch, ali lahko samo od tega živiš? Ja, to je moja služba, Twitch, YouTube in mislim Instagram, ja, je povezan z YouTubeom na nek način, tako da lahko od tega živim zdaj, ampak na začetku ne iti v to, zato da bo živel s tem, če hočeš iti v to. Poj to v hobi, imej to na stranskem tiru, če hodiš v šolo, deli to kot hobi, če hodiš v službo, deli to kot hobi in pol se ti lahko razvija kaj več. Mogoče ti sploh ne bo všeč delati YouTube in Twitch ali pa karkoli, tako da sigurno začni kot hobi in če ti ne bo fajn, ne boš niti zaslužil tega, ker mene zanima, kje si kupila šprico za rože, tisto kovinsko malo bolj posebno. V Ikei, ne vem, ali še imajo, ja, taka steklena šprica je ful dobra, v Ikei sem jo kupila. Hej, ne vem, koliko je občutljiva tema, ne rabiš odgovoriti, če je preveč osebno, ima tvoj brat kakšno bolezen? Ste z družino zelo povezani in s kom si najbolj, mamo, atijem, bratom? Sem vprašala brata, če lahko to odgovorim, tako da sem povem. Nima prav bolezni, ampak se je rodil z nekimi težavami z nogami, torej prekratke te kite odzadaj, mišice oslabljene, tako da težje hodi. In z leti, pač ko je tudi rastel, te stvari niso zraven narasle in tudi mišice se niso ojačale, tako da malo po prsti hodi oziroma ja, ful pač ima ovirano hojo, tako da lahko hodi s perglami ali pa z vozičkom ali pa ta skuterček ima, tako da ja, drugače pa ni to bolezen. V bistvu je samo fizična ovira na nogah. Je bil tudi na eni operaciji. S kom sem najbolj povezana? Zdaj vsi gledajo ta video, tako da ne smem reči. Ne, sej, mislim, da je očitno, da smo z mamo najbolj povezane. Ne vem zakaj, po moje, ker smo obe ženski, pa ker ne vem, ali pa tudi ne, sej ne vem, z mamo. Ja, jaz mislim, da sem bolj kot ne na vse odgovorila, upam. Hvala za vprašanje, to je bil res dolg question and answer, ampak sem dosti hitro odgovorila, se mi zdi, tako da ja. Hvala vsem za pozornost, se vidimo v sredo. Čau! Missing someone